Teniški navdušenci in navdušenke, prav lepo pozdravljeni. Začel se je 4. teden akcije Ostani doma in bodi teniško aktiven. Ja, že več kot en mesec smo doma, a kljub temu ostajamo aktivni. Najbolj aktiven je še naprej seveda naš trener Robi Cokan, v tem trenutku pa si želim, da ste aktivni tudi vi. Brez skrbi, ne bo nobenih vaj, Robi je danes svoje delo že opravil, želim pa si, da nekako vsi tisti, ki ste zdaj z nami, pokličite prijatelja ali prijateljico teniškega in mu sporočite, da se je pravkar začel Facebook live pogovor. Prav, pošljite torej zdaj SMS, sporočite morda kar prek Facebook Messengerja. Lahko pa označite to osebo tudi spodaj v komentarju, na Facebooku nas lahko že spremljate, končno dela vse tako, kot mora delati, tako da smo v živo. S kom smo v živo? Ja, z nami je kapetan slovenske ženske reprezentance Andrej Kraševec. Andrej, lep pozdrav. Živijo, lep pozdrav. Morda za začetek, kaj praviš, kako bi te predstavila? Pravijo, da je Andrej Kraševec bil v svojih časih eden največjih svetovnih teniških talentov. Bil je med najboljšimi igralci do 16, do 14 let. Nadaljuj, prosim. Mislim, da si kar prav povedal. No. Do 18 let v bistvu sva z direktorjem današnjim Tenis Slovenije bila prva na svetu v dvojicah, imela tudi nekaj rezultatov dobrih v igrah posamezno. Tako da, ja, bolj v mlajših kategorijah, v 14-16, kot si rekel, tam smo pa dosegali kar dobre rezultate. Zdaj si mi že kar vzel eno vprašanje, direktorja sem želel omeniti nekoliko kasneje, vendar pa zdaj ostaniva pri tebi. Me zanima, kaj je bilo takrat, po čem si ti izstopal morda pri 12, 14, 16 letih? Pismo, to je pa težko vprašanje. No, mislim, da ja, mogoče bi rekel, da sem imel zelo dober forehand, gibanje po igrišču, serviral dober, zelo dobro anticipacijo. Jasno, pol pa v kasnejših kategorijah se pa ta krog oža oziroma vse več takih talentov prihaja, težje je, kot tudi zdaj vidimo, mislim, da je danes še celo težje pride do nekih rezultatov, sploh v mednarodnem merilu, če pogledam zdaj za nazaj. Včasih smo igrali rang ITF, to je mladinski turniri, do 18 let je bilo v bistvu trojka rang, dvojka rang, enka rang. Zdaj vidim že, kad tudi hodim po turnirjih z mojimi tekmovalci, da je na petki rang že kar, da rečem temu, brutalen tenis, res igrajo, vsi se borijo, fajtajo. Se mi zdi, da je ta krog malo širi, kot je bil pa v tistem času, ko smo mi igrali. Ti si bil tudi svetovni ekipni prvak, Gregorc, rezerva Berendijaš. Katera zgodba ti je morda od takrat ostala najbolj v spominu? Torej ste bili nekako najboljši na svetu tudi kot ekipa. Da te popravim, mi smo bili svetovni prvaki, bili smo vicesvetovni prvaki, to je bilo leta 93, dosegali smo to na Japonskem, Yamanakako, zelo lepi spomini na tisti čas, kot ekipa sva z Mihatom v bistvu sva tvorila glavnino te ekipe, sva zelo dobro igrala, konkurirala, tudi premagovala najboljše, tako da tiste je bilo res če se nazaj ozrem, zelo lep trenutek v moji karieri teniški. Je pa res, da pol kasneje se pa mogoče majčkeno to izgubil, takrat mogoče drugače gledaš na te stvari. To ekipno tekmovanje, pozitivna energija, navijanje, tako da če bi dal še enkrat to skozi, bi kar isto naredil. A bi bilo isto, nekako ti si bil talent, a si morda, ne vem, popravi, če se motim, pozabil na garanje. Nekako smo že z Robijem Cokanom govorili, pa tudi ostalimi našimi gosti, predanost in disciplina premagata talent vsak dan v tednu. Kako pa ti gledaš na to? Pa mogoče ne bi rekel zagnanost, mogoče bi rekel, da takrat, ko se majčkeno naveličaš, ko imaš majčkeno slabše trenutke v karieri, to je pri tistih 18, ki je ta krog res, ki se širi, v bistvu, ki je zelo veliko konkurence, takrat pač moraš imeti na pravem trenutku, na pravem mestu, da rečem temu glavo, biti pozitiven, vztrajati. Mogoče takrat jaz nisem
nisem vztrajal tisti trenutek, ki bi lahko v bistvu, če pogledam, če dam primer Ivan Karlović, Ljubičić, v bistvu so fantje, smo jih redno premagovali dokaj gladko, oni so vztrajali, so bili, tako da mogoče bi rekel, da zdaj včasih smo bili navajeni, da se pri 17, 18 osvajajo turnirji, zmagujejo turnirji, moraš biti že na ATP-ju nekje med 100 na svetu, drugačni. Mislim, da je to majčkeno drugače ta trenutek, da se pač starost uspeha, da rečem temu, je majčkeno višja. Ni več, kot recimo Nadal je zmagal 17, Becker je 16, Čank in podobni. Da ne govorim, takih primerov je kar nekaj. Letos je pa ta starost, so redke izjeme, ki potrjujejo, pač, ki osvajajo turnirje pri 17, 18, 19 oziroma delajo rezultate na teh ATP-jih, zdaj pa mislim, da je čedalje manj tega. Fizično nam moraš parirati. Pa morda samo še glede tvoje izkušnje, kdaj si ti nekako sprejel, da ti morda v svetovnem vrhunskem profesionalnem tenisu ne bo uspelo in kako je potekala potem ta sprememba v normalno življenje? Si se sprijaznil takoj, kako je bilo? Ja, dokaj hitro sem to, se sem prej rekel, takrat, ko bi mogel v bistvu zagrabiti, ko bi mogel biti 100% v tem, se pravi z glavo, z vsem tem, mi je majčkeno dol padal, ni bilo jasno rezultatov in rezultati so pa merilo in takrat ti pa mač dol pade, takrat rabiš določene ljudi okoli sebe. Jaz probam zdaj pri mojih tekmovalcih to majčkeno spremembe narediti, jih probati, da je treba vztrajati dlje časa, da je treba več delati, več garati, sploh v tistem trenutku, ko imaš majčkeno slabše rezultate in to je bistvo tega. Ja, ravno to, kako te tvoje izkušnje nekako predajaš naprej, tu verjetno govoriš o tekmovalcih, ki so stari 12, 13, 14 let, ko šele nekako začenjajo s tem življenjem. Probam se malo spomniti, kako pa kaj smo mi delali, oziroma trenerji z nami in ostali, in probam mogoče tiste napake, ki jih zdaj vidim, da so bile, probam popraviti, probam se na teh napakah se probam naučiti oziroma se učim, kako je bilo takrat, ko sem jaz, kako je zdaj in probam te stvari razložiti, mogoče majčkeno na drugačen način, kot smo takrat delali. Dobro, kako pa morda ti zdaj postopaš glede teniškega znanja? Dejal si, takrat še nismo vedeli toliko kot morda zdaj. Kakšno je trenutno slovensko teniško znanje, če lahko temu tako rečem? Velikokrat se je govorilo, ja, igralec mora v tujino, vendar pa vsi najboljši slovenski igralci v preteklosti in zdaj so napredovali na domačem znanju. Točno tako. Jaz mislim, da se da premalo pomena slovenskim trenerjem. Mislim, da imamo zelo veliko kakovostnih trenerjev. Par let nazaj sem bral intervjuje, pa ne bom zdaj po imenih, so govorili, da moraš čim prej v tujino. Jaz mislim, da ne. Kot si prej že omenil, vsi so se tenis naučili v Sloveniji, v bistvu imajo vse, govorim pač kot selektor, v ženski reprezentanci imajo vse slovenske trenerje, imajo znanje, strokovni so, tako da mislim, da v Sloveniji so dobri trenerji, se dela dobro in navsezadnje tudi rezultati govorijo o tem v prid. Trenutno si kapetan slovenske ženske reprezentance, zelo blizu ste bili napredovanju letos. Morda kako gledaš na to svojo vlogo, zdaj si že nekaj časa kapetan, kako se je spreminjalo stanje v slovenskem ženskem tenisu na splošno in v sami reprezentanci? Ja, zdaj sem že 4. ali 5. leto selektor. Mislim, da postopoma napredujemo. Letos smo se prvič borili, v bistvu smo bili tekmo oddaljeni od kvalifikacij za svetovno skupino, ko sem prevzel 4 leta ali 5 let nazaj. Smo bili drugo evroafriški, letos, kot sem rekel, smo bili eno tekmo oddaljeni. Jaz mislim, da je klima ta prava, da punce so ta prave in da slej ko prej nam bo uspel. Moj cilj je, pač že nekaj časa poudarjam, da bi se probali čim prej uvrstiti v to željeno svetovno skupino, da naredimo korak naprej, da punce pripeljamo tam, ki so že bile. Je pa izredno težko, če dam primer, recimo ena Anglija je 10-12 let se borila, da je prišla v svetovno skupino, vemo pa, s kakšnim proračunom oni operirajo.
pa jim je šele en let nazaj uspelo, da so prišli v svetovno skupino. Tako da ja, treba biti potrpežljiv, ni vedno lahko, probamo pač svoj maksimum narediti, mislim, da se nam bo slej ko prej šlo, da pridemo tja, kakšen nam je cilj. Dobro, imamo tudi nekaj vprašanj z Instagrama pa ostalih družbenih omrežjih. Žiga, kakšna je razlika v delu med dekleti in fanti? V reprezentanci imaš dekleta, v klubu pa imaš tudi fante. Kakšna je tista največja razlika? Ja, pač punce je treba majčkeno drugače, v bistvu se s tem, predvsem je treba paziti, kako pa kaj, pa zakaj, še vedno mora imeti trener avtoriteto, probati jih dvigovati. Je pa res, da mogoče jaz tisti teden, ko sem z njimi, je majčkeno bolj na drugačnem nivoju, kot pa če bi celo leto. Je majčkeno je drugačno, moraš biti bolj potrpežljiv z njimi, jih probati v tistem tednu, ko smo, probati, da rečem temu, dvigati na željen nivo, forma, pozitivno vzdušje. Tako da s fanti lahko majčkeno, da rečem temu, bolj na trdo delaš, no, jih mogoče majčkeno kdaj tudi glas povzdigneš. S puncami je pa treba majčkeno imeti občutka, da jim rečem. Je morda ta generacija tako dobra, kot je bila tista Srebotnik, Matevžič, Pisnik, pa potem tudi seveda Križan? Pa dobro, res ne bi delal kakšne primerjave tukaj. Nedvomno je bila tista generacija izredno uspešna, tudi rezultati so temu kazali, bile so 3 ali 4 med 100. Mislim, da nismo, zdaj imamo v bistvu 2 med 100, ena Kaja je blizu, tudi ostale mislim, da Lila, ok, imela majčkeno slabšo sezono lansko leto, tukaj vzadta še Živa in Pija. Jaz mislim, da se to lahko v bistvu hitro spremeni, in da pridemo. Je pa res, da rabiš majčkeno sreče v tem tednu, pač, če govorimo o reprezentanci, da rabiš srečo, rabiš rabiš tret, in ko si enkrat tukaj noter, mislim, da bi se lahko obdržali dlje časa. Dobro, ti si zdaj doma, a si sam, je v tej sobi še kdo? Ne, sam. Ker imam eno vprašanje, pa se mi zdi, da je nekdo iz tvoje bližine. Kako je prišel v reprezentanco Jon Kraši? Aha, to je sin, ja. Ja, pač z dobrimi rezultati, z dobrim delom, s pozitivno energijo, predvsem z delom. Tukaj vemo, majčkeno je drugače, sploh pri tenisu, to je individualni šport, tukaj je treba, če imaš rezultate, prideš v reprezentanco, če jih nimaš, mogoče ne moreš, mogoče majčkeno drugače pri ekipnih športih, si lahko talent, mogoče te vpokliče, v bistvu pa proba se tam dokazati na reprezentančnih, je majčkeno drugače. A zdaj sin to spremlja, ali mu boš potem še enkrat to ponovil? Ne vem, mu bom še enkrat ponovil, ja. Zanimivo, zdaj živimo v zelo čudnih, težkih časih, pa me zanima, kako ti v vsakdanjem življenju kot lastnik teniške šole, lastnik teniškega kluba postopaš, kako si v stiku s svojimi člani, predvsem tistimi najmlajšimi, imate kakšne vaje, kako delate morda? Ja, teniška šola v bistvu miruje, imam pa kar nekaj tekmovalcev, v bistvu so vsi program dobili, kar se tiče fizične pripravljenosti, da delajo, samo z njimi v navezi, si pa vsi želijo, ko se slišimo, si vsi želijo, da bi čim prej tole šlo mimo, da bi lahko normalno začeli trenirati. Tako da se pogovorimo tudi sam, zdaj, ko vidim, to je prvič taka situacija, se dogaja v moji 30-35-letni karieri, je to, da sem en mesec doma, kar velik preizkus zame. Je pa res, da sem veliko naredil okoli hiše, znotraj hiše, tako da takrat te stvari majčkeno se dajo na stran, zdaj sem imel pa kar veliko časa, tako da zdaj mislim, da je že kar veliko narejeno, tako da bom lahko mirno treniral. Vemo, da se 13. julija naj bi se, vprašanje, kako bo, začeli turniri, tako da imamo dobre ali pa slabe 3 mesece za treninge, za pripravo na tekme, in tako da mislim, da bo. Ja, omenil si delo ob hiši, si se pa danes tudi ostrigel ali ne? Ne, nisem. Ne rabim vsak dan, je pa kar dosti pogostno. Tako da. Dobro, pa prej si omenil, morda, če greva zdaj proti koncu, so že nekako v zadnji igri Gregorja Krušiča in to, da sta bila najboljša dvojica na svetu. Kaj je tista zgodba, ki se jo morda najbolj spomniš? Nista nastopala veliko na mladinskih turnirjih za Grand Slam, samo v Parizu sta bila, pa sta takrat hitro izgubila, kolikor se spomnim, ker sta preveč želela.
kaj je bilo tisto, kar ti še vedno ostane v spominu in kdo je trenutno boljši, morda lahko dodaš? Ja, teh zgodb je kar veliko. No. Ne bi zdaj je veliko. Je ena prednost Poučne zgodbe. Ja, ena velika prednost je bila, da smo skozi skupaj trenirali, da se v bistvu sva bila konkurenta, ampak samo na igrišču. Izven igrišča sva bila prijatelja, še danes sva. V bistvu ni se bilo treba veliko dogovarjati, kako, kaj, zakaj, vse je bilo jasno. Borbala sva kar veliko, no. Mislim, da je bil najboljši rezultat, da sva v Filjo igrala, to je A-rang, podobno kot Pariz, Roland, vse Grand Slami, sva igrala A turnirje in sva bila v finalu, pa sva nekaj v Južni Ameriki, zdaj ne vem točno, to je že kar nekaj časa od tega, je od tega, tako da sva razumela sva se na igrišču tudi kot dvojica, no? Da se nanesem na tisto vprašanje, ki si me prej, kdo je boljši. Jaz še vedno trdim, da sem jaz, tudi takrat sem bil, ne? Tako da mogoče se on ne strinjal s tem, ja, malo za hec, tako da že dolgo nisva igrala, no? Upam, da se bova zdaj pomerila v kratkem, pa bom sporočil, kako pa kaj, ampak mislim, da je stvar jasna, ne? Dobro, direktorja imamo čez približno teden dni, pa ga bomo takrat vprašali. Glede teniškega dvoboja pa bomo verjetno morali še malce počakati, razen če se ne bo vlada odločila drugače in bo morda pri teh individualnih športih vseeno prej odprla, da bi lahko predvsem ti najboljši trenirali 1 na 1. Ne bi bilo slabo, ne? Ne, to bi bilo super. Mislim, da vsi komi čakamo, da tole začne spet ponovno nazaj, da začnemo delati, da smo na igrišču. Mislim, da vsi to potrebujemo. Hvala lepa, Andrej, da si si vzel čas in srečno. Hvala, Anže. Ne pozabite, majhni dnevni cilji, ki jih izvajamo redno, lahko pripeljejo do izjemnih rezultatov. Mi se znova vidimo v petek, ko bo z nami Marko Por, predsednik strokovnega sveta pri Tenis Sloveniji. Verjamem, da bo prav tako zanimivo, kot je bilo danes z Andrejem. Več informacij o projektu Ostani doma in bodi teniško aktiven pa na družbenih omrežjih in spletni strani Tenis Slovenija. Hvala, da ste bili v naši družbi in srečno!